Šeškov prestop je bil eden izmed najodmevnejših na svetu. Na koncu naj bi pa prevladala predvsem nogometaševa želja po selitvi v kultni klub, ne toliko poslovni motivi, ampak v takšnem milijardnem poslu sploh še nekaj prostora za čustva. Lahko nogometaš res odide tja, kamor si želi? Lep pozdrav, hvala za vabilo in hvala za čestitke. Kar se tiče želj nogometašev, je tako v nogometu, da enostavno za vsak posel potrebujemo tudi podpis igralca in strinjanje s prestopom, tako da ni možno izpeljati nobenega transferja brez privolitve igralca, tako da se na nek način vsak igralec odloči za prestop. Vemo pa in lahko vidimo tudi v zadnjih mesecih, da so velikokrat tudi zelo veliki pritiski klubov, kajti tukaj so različni interesi, imamo tripartitno nekako pogodbo in se morajo strinjati v bistvu klub, ki prodaja, klub, ki kupuje in igralec. In ko se vse to poveže, se zgodi transfer. Pa kako sploh potekajo taka pogajanja z več klubi sočasno? Koliko je bilo v primeru Benjamina Šeška potrebnih srečanj, da se je na koncu vse skupaj uredilo z Man Unitedom? Pogajanja so bila izjemno intenzivna in izjemno zahtevna, zelo stresna. Hkrati sem se v bistvu pogajal z večjimi klubi na večjih lokacijah. Mislim, da je bilo v 6 različnih mestih, v 3 različnih državah. Tista najbolj intenzivna pogajanja so trajala približno 10-15 dni. Imeli smo situacije, ko sem dejansko v svojem hotelu imel en klub, v hotelu 300 metrov stran pa drugi klub in dejansko se pogajal z enim klubom več ur, na to nadaljeval pogajanja z drugim klubom več ur, tako do zgodnjih jutrnjih ur. Tako da pogajanja so izjemno zahtevna, kompleksna, gre se za velike posle, za velike investicije in tukaj vsaka malenkost dejansko spremeni lahko tudi nekaj milijonov v poslu. Benjamina Šeška zastopate že od njegovega 15. leta, ste torej eden izmed tistih zaupnikov, ki jih je nogometaš posebej omenil tudi danes. Zdaj, selitev Man United je za tako mladega igralca vendarle tudi tveganje, ker gre za tako velik klub. Trenutno so tam razmere tudi zelo burne, pričakovanja in pritisk pa seveda neznanski. Kako mu lahko kot zastopnik pomagate v takem primeru? Najprej bi rad povedal, da je vsak prestop dejansko na nek način tveganje oziroma pri vsakem prestopu se lahko kaj zalomi, kajti gre za kolektivni šport, igralec pride v novo okolje, v nov kolektiv in je zelo pomembno, da se dobro ujame s kolektivom, da ta kolektiv funkcionira, kajti radi rečemo v nogometu, da potem kolektiv je tisti, ki izvrže ven in ki da na površje posameznika in zato je vsak prestop na nek način tudi tveganje. Kar se tiče Benjamina, mislim, Benjamin si je to želel, si je izpolnil to željo in mi smo izjemno srečni, da je dejansko prišel na tak nivo. Zdaj sodelujete s kar nekaj igralci, recimo s Tijanom Najem Korenom, sinom našega nekdanjega reprezentanta Roberta, ki je dopolnil komaj 16 let in ste mu utrli pot za 1,2 milijona evrov iz Maribora v klub Bruges. Tudi nekaj drugih igralcev, tudi en zelo obetavni avstrijski trener Milan Mustič. Očitno ste zelo spretni in dobro povezani, mar ne velja pa tudi to, da v bistvu prav agenti ste tisti, ki pomagate na nek način obračati ta svet, da je prav zaradi agentov toliko več prestopov in toliko več histerije v tem poslu? Drži, mi že 12 let gradimo nek imidž na evropskem tržišču in smo zgradili izjemno prepoznavnost in tudi klubi nas prepoznavajo kot agencijo, ki razvija fante, ki zna prepoznati talent in zna pripeljati kakovostnega igralca, zato tudi lahko odpiramo vrata naslednjim generacijam in igralcem v vrhunske klube. Tukaj je izjemno pomembno, da smo zelo korektni, dosledni, pošteni, da izvajamo svoje delo na en kakovosten način in to je na koncu tisto, kar odpira nadaljnja vrata. Seveda pa vsak uspeh nekega igralca odpre naslednja vrata in mislim, da je to nekako dejansko vse povezano, tako kot mi odpiramo vrata določenim igralcem, potem tudi uspehi igralcev odpirajo nadaljna vrata nam kot agenciji in dejansko z roko v roki rastemo in dejansko vsak uspeh našega igralca je tudi dobra stvar za vse naslednje generacije in igralce.
Ampak letošnje poletno dogajanje na nogometnem tržišču je brez primerja. Samo angleški klubi so sklenili za približno 3,5 milijarde evrov poslov poleti. Zdaj, Anglija se zdi, da v bistvu uničuje trg, po drugi strani nas je pa seveda tudi strah, kaj če bodo naši mladi nogometaši in nogometašice tako mladi odhajali v tujino, kaj sploh nam ostane razne reprezentance v Sloveniji? No, poglejte, če se ozremo na dva najbolj uspešna trenutno nogometaša slovenska, Oblaka in Šeškota, sta dejansko oba odšla pri 16-17 letih v tujino, kar kaže, da ta pot prinaša uspehe. Seveda pa je izjemno pomembno, da obravnavamo vsakega posameznika posebej, da so klubi, v katere odhajajo fantje, razvojno naravnani in kakovostni, da znajo razvijati fante, tako kot je bila Benfica, tako kot je bil Red Bull Salzburg. Dejansko pa potem razvoj teh fantov prinese uspehe reprezentanci, prinese pa tudi prepoznavnost slovenskega nogometa, kajti uspeh Benjamina Šeška ni samo uspeh Benjamina Šeška ali pa agencije ProTransfer ali pa Elvisa Bašanovića. Uspeh Benjamina Šeška je uspeh vseh nas, je uspeh vseh trenerjev, ki so delali z Benjaminom, reprezentance, uspeh vseh klubov, ki so sodelovali pri njegovem razvoju, in njegov uspeh in njegov transfer prinaša enormno prepoznavnost slovenskemu nogometu, in to se bo videlo šele v prihodnjih letih na različnih področjih, kjer bo dejansko slovenski nogomet prosperiral zaradi Benjamina Šeška.